Na Kadisu že leta svoj čas posvečamo razvoju najboljših kadrovskih rešitev. Raznolik tim, stalen razvoj in prenos znanja iz tujine zagotavljajo visoko kvaliteto vseh naših storitev. V zadnjem času se pa še posebej veliko ukvarjamo z ocenjevalnim centrom. To je postopek, ki ga sestavljajo različne metode merjenja kompetenc, nujno tudi praktični preizkusi. Prednost je, da omogoča merjenje številnih kompetenc, tudi najbolj kompleksnih in tudi skritih potencialov, ki se ne pokažejo pri delu. Ugotavljamo lahko skorajda vse vrste kompetenc. Definiramo, kaj nas zanima, nato pa skupaj z naročnikom izberemo najustreznejše preizkuse. Ocenjevalni center je najzanesljivejši način ugotavljanja tako trenutnega stanja kompetenc kot tudi potencialov. Tako je primeren za uporabo v različne namene. Postopek, v katerega smo bili vključeni tudi zaposleni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, območna služba Ljubljana, je pripomogel k uvidu, kakšni morajo biti dobri vodje. Že sama udeležba v ocenjevalnem centru je znatno vplivala na to, da so nekateri vodje svoje veščine že sami izboljšali. Za razliko od vprašalnikov, ocenjevalni center predstavlja živo situacijo. Oseba se težko pretvarja. Vidimo dejansko vedenje, kot ga je oseba zmožna, saj so naloge sorodne delovnemu mestu in so jasno strukturirane. V tem je tudi edinstvena prednost ocenjevalnega centra. Zasledujemo odličnost. Naloge zastavimo tako, da ugotavljajo želene kompetence, ne obratno. Naloge vedno prej preizkusimo in izdelamo ocenjevalne liste. Vnaprej mora biti jasno, kaj ugotavljamo. Enako ključni so usposobljeni ocenjevalci in igralci. Dobro je, da so med ocenjevalci tudi predstavniki naročnika, seveda pa tudi njih prej dobro usposobimo. Vsak sodelujoči ima več opazovalcev, saj tako zagotavljamo objektivnost. Sledimo najsodobnejšim trendom te metode. Vsak sodelujoči dobi osebno povratno informacijo. Skupaj sestavimo razvojni načrt, kaj oseba lahko naredi, da izboljša svoje kompetence. Vsak posameznik dobi poročilo zase, organizacija seveda tudi skupinsko. Za organizacijo spišemo tudi priporočila, kako razvijati zaposlene naprej.